Dobrodošli v prvi oddaji Spoznaj svojega mizarja. Upam, da vas kaj manj zebe, kaj naj je tukaj. Ja, prvi jesenski dan. Ja, tako nekako, ja. Z nami je mizar Jaka. Koliko časa si zdaj v mizarstvu že? Jaz sem v mizarstvu zdaj 5. leto. Tako da nekaj malega sem se naučil. Nekaj majhnega si se naučil. No, današnja prva tema je sevenje sibirskega macesna. Tako da, Jaka, kar povej, kaj sploh to je? Sibirski macesen. Zelo pogosto se v pogovoru s strankami pojavi vprašanje o samem sevenju tega materiala. Ta material je v osnovi zelo popularen v gradbeništvu, zato ker je obljubljena obstojnost cela generacija. Hkrati je material dostopen cenovno in imamo na ta material različne poglede. Sibirski macesen v osnovi je les, ki začne siveti. Ta material ne rabi nobene dodatne zaščite. Ne rabimo ga barvati, da podaljšamo obstojnost, ker je sam po sebi dovolj obstojen, ampak ker na sebi potem nima nobenega premaza, bo sam les začel siveti. To je pač naravni proces, ki se ne odvija samo na tem materialu, ampak tudi na vseh ostalih vrstah lesa, kot so smreka, buka, oreh in tako naprej. Ampak pač ta material je v gradbeništvu toliko bolj popularen, da je na to vprašanje bistveno bolj izpostavljen. In tukaj zadaj imamo recimo vrtno hiško, ki je recimo zdaj zunaj tam nekje pol leta. Vidimo, da zadeva dejansko ni začela siveti, mogoče je en od razlogov tudi to, da je les oljen. Mi smo ga oljili z razlogom, da proces sivenja upočasnimo in pa da lesu dodamo nekaj sijaja. Pri tem lesu je mogoče oljenje popularno ravno zaradi tega, ker tisti, ki se odloči za investicijo, želi čim dlje ohraniti tudi lep, naraven, sijajen videz. In kako pa ta les zdaj izgleda, ta siv les, če se lahko temu tako reče? Kakšna je razlika recimo med to hiško pa polunim sivenjem, oziroma sivim macesnom? No, jaz sem pripravil primer. Mi smo imeli eno tablo lesa dejansko izpostavljeno na dežju v ekstremnih pogojih in tole je končna faza sivenja. Tukaj vidimo dejansko les v sivi, mogoče že malo srebrni barvi in do te faze les lahko začne v osnovi tudi kdaj črneti, lahko se pojavijo lise, lahko je površina malo flekasta, ampak končna faza, če gledamo na obdobje 10 let, je pa to. In se pravi, rekel si 10 let, a je to neka fiksna cena ali koliko časa pa to približno ta proces poteka, od tega, ko postavimo hiško na vrt ali pač kamorkoli, do pač recimo te faze? To je zelo odvisno od same mikrolokacije. Na to vpliva lega. Južna lega je manj izpostavljena sivenju kot severna. Na to vpliva bližina mogoče kakšnih rastlin, kakšnega grmovja, kjer se zadržuje vlaga. Na to vpliva tudi, koliko je les dvignjeno tal, ker spet pri tleh je vlaga. Vlaga in dež sta tista glavna dejavnika, ki povzročata sivino. In tudi mogoče dejavnik, ki ga je vredno izpostaviti, je sam napušč. Ali je to pri hišici, ali pri fasadi stanovanjske hiše, ali pri vrtni ograji. Na tem območju, v zgornjem delu, kjer ima hiša napušč, bo postopek sivenja počasnejši, oziroma tam, kjer ga dež nikoli ne doseže, les niti ne bo začel siveti. Okej. A bi še kaj dodal, kakšno modrost mogoče, kakšen nasvet za naše oboževalce? Ja, jaz upam, da ste danes dobili vsaj neko osnovno informacijo. Če bo kakšno vprašanje, vedno smo na voljo ali na Facebooku, ali na e-mailu in tudi na drugih medijih, da nas kaj vprašate. Vabljeni ste tudi, da nas všečkate, tako bo mogoče tudi kakšna objava več prišla do vas. Evo, to bi bilo to. Se zahvaljujem, da ste si vzeli čas, pa da ste naš prvi vlog pogledali v celoti. Tako, tudi z moje strani gre zahvala. Če pa je kakšno vprašanje, ga dajte spodaj v komentar. In to je to. Evo. Hvala lepa. Hvala lepa. Živjo.